Ja, mislim, da sem zajela. Ja, in tudi tekoče je bilo in brez napak, tako da okej, ne. Okay. Nice. No, zdaj gremo pa na tole. Se pravi, može? Oziroma. Živjo, sem Iza, stara sem 23 let, prihajam iz Ljubljane, sem študentka veterine. Moji hobiji so šport, izleti, rada se družim oziroma z mojimi kužki. Pomembna zadeva trenutno je tudi veganski aktivizem. Drugače pa sem veganka od leta 2017, vegetarijanka pa od leta 2014. Se pravi, moj prehod na vegetarijanstvo je bil počasen in to iz večjih razlogov. Združili so se nekako in zdravje in okolje in etika, se pravi živali. Končni razlog za tisto, da sem postala vegetarijanka, pa so bile živali. In sicer je bilo to, se pravi, leta 2014, ko sem bila v prvem letniku faksa. Imeli smo vaje iz anatomije in smo secirali pse in mačke in medtem, ko sem jaz tisto secirala, tisto meso tam, gledala živce, žile, sem začela razmišljati, pač meso je meso, a je od psa, a je od krave, od prašiča. Žival je žival in če pač jaz pravim, da imam rada živali, potem ne bom jedla živali, tako kot če rečem, da imam rada psa, ne bom jedla psa. Tako da to je bil moj prehod na vegetarijanstvo. Je pa nekaj časa trajalo, vmes je bilo obdobje, ko sem mislila, da če jem biološke izdelke, eko izdelke, da je pa to v redu, se pravi sir in mleko. Ampak nisem zato potem prišla na veganstvo, ker se ne spomnim, res se ne spomnim, kaj mi je naredil tisti zadnji klik. Enostavno sem in to za razliko od vegetarijanstva je bilo pa takole, pač čez noč. Danes sem veganka predvsem zaradi živali, ker se pravi, kot veterinarka, kot študentka veterine vidim veliko stvari, zvem veliko stvari, ki jih mogoče drugi ne. In se ne splača res za tisti okus, ki ga imamo ob jedi, tako trpljenje in tako masovno pobijanje živali enostavno ni vredno. In tudi okusa nič ne pogrešam. Moje zdravje se je izboljšalo, poleg tega imam pa še pozitiven učinek na okolje. Tako da, ja, prvi razlog živali, drugi zdravje, tretji tudi okolje. Prehod na rastlinsko prehrano ni bil težek. Pogrešam se pravi nič. Mogoče kdaj kakšne ribe ali pa sir na pici. To, če vidim, pogrešam, da bi pa tako sama bila doma, pa da bi se zaželela karkoli, ni šans. Tudi moja hrana je veliko bolj pestra zdaj, kakor je bila prej. Prej sem bila jaz čista mesojedka. Jaz imam meso, sir, mleko vsak dan za vse 3 obroke in še vmes. In zelenjave sploh nisem hotela povohati. Jaz, če mi je kdaj do solato za jesti, sem mogla zraven imeti en kup pire krompirja, da sem jaz sploh pogoltnila dol. Tako da zdaj okus se mi je spremenil iz minusa na plus, iz črno v belo, res obožujem zelenjavo, skoraj vso. In ja, še to, vse, kar mogoče ne vegani mislijo, da mi ne jemo, da mi ne dobimo. Pač ni res, vse se da poveganiti. Recimo, zanj sem jedla eno res dobro kremšnito, ki je še mene presenetila, kako je lahko to dobro. In ja. Poleg tega, da imam zdaj čisto vest, ko pogledam žival v oči, recimo, ko se pelje v klavnico, vem, da jaz nimam nič pri temu in se trudim v bistvu
da bi to se končalo, ne, upam, da se bo. Ja, poleg tega so še zdravstvene prednosti. Jaz sem imela prej, tudi ko sem bila vegetarijanka, sem imela enkrat na 2 meseca, na 3 mesece ziher trebušne bolečine, hude trebušne bolečine. Enkrat sem šla v bolnico na urgenco in sem tudi potem tam ostala en dan. No, in odkar sem postala veganka, tega ni več, niti enkrat ni bilo. Se pravi to. In pa ja, mi je tudi mar za okolje in se tudi v okolju, ne, recimo so divje živali, ki jih ogrožamo mi s tem, kaj jemo in ostalimi stvarmi, ampak tudi s tem. Tako da tudi tukaj. Način, kako jaz poskušam vplivati na ljudi, je pri vsakmu drugačen. Se pravi, če jaz vem, da nekoga skrbi zdravje, bom probala iti iz tega vidika. Če jaz vem, da ima nekdo doma kužka, ki ga obožuje, bom probala iti iz vidika prašiče, mačka, pes, je krava. Če pač nekoga skrbi za okolje, bom šla iz tega vidika. Skratka, tako delam pa to prav bolj specifično, se pravi, bolj takimi subtilnimi zadevami, kot so deljenje receptov in slikanje hrane in mogoče predlagati kakšen dokumentarc, kakšen video za pogledati ali pa šeranje prek Facebooka, take zadeve. Sem aktivna veganska aktivistka. V to me je uvedel dogodek Kocka resnice. Prvič sem šla pred 1,5 leta, zdaj sem koorganizatorka in ja, se jih še vedno udeležujem, čim bolj redno. Mi je tudi zelo všeč ta način, ker se dejansko pogovarja z ljudmi, medtem ko oni gledajo tisti video in nekako skombinira s čisto neko presenečenje in šok s tem, da jim poveš, da obstajajo rešitve in da ne rabiš podpirati tega, ker večina je šokirana, kot isto vidi. Poleg tega še delamo zdaj posnetke v živo, se pravi, prek tega hočemo predvsem na tak interaktiven način in tako, da je res aktualno, ker se dogaja zdaj v tem trenutku, sporočiti čim več ljudem, kaj se dogaja zdaj, ali je to snemanje na neki kmetiji, ali je to pred klavnico, ali je to na neki miroljubni kmetiji, kjer lahko pokažeš, kako živali lahko lepo živijo. Veliko različnih tem, oziroma, ja, ki jih lahko tukaj delaš. Potem pa še take deljenje prek spletnih strani, prek Facebooka. Na splošno, jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, če mi nekdo omeni nekaj v zvezi z veganstvom ali pa nekaj z mesojedstvom, nekaj na to, vedno ne bom rekla, ne bom se pogovarjala o tem, ampak poskušam, tako kot na teh kockah resnice, s pogovorom njih pripeljati do tega, da začnejo razmišljati. Saj ti ne moreš nobenega spremeniti, oni morajo začeti razmišljati in sami priti do tega. Jaz ne bi rekla, da je kakšna vrsta aktivizma boljša kot druga. Meni se zdi, da so vse potrebne. Vsaka vrsta je za nekoga drugega. Zdaj enim sede to, da grejo na ulico z transparenti in se pač derejo. Enim, da se mirno pogovarjajo, nekje mogoče 2 na 2, bolj intimno. Enim pa nekaj drugega. Zdaj vse pa učinkuje in spet odvisno na koga. Na ene, če vidijo grozen posnetek iz klavnice, na ene, če vidijo prašička, ki se igra, pa pomislijo, da lahko tako živi, ne, ni nujno, da ga ubijemo za hrano. Jaz sem prepričana, da ljudje, ki jejo meso, da imajo empatijo, večinoma, no, vsi verjetno ne. Ampak je skrita in je to samo posledica naše vzgoje in
indoktriniranja iz strani, iz vseh smeri v bistvu, sej kamorkoli pogledaš, ne, reklame, nam kažejo tam vesele kravice, ko se pasejo in kokoške in vse nam prikažejo tako zelo zeleno in tako zelo lepo, pa ni, ne. To je utopija in nikoli ne bo tako, ker ne more biti. Po drugi strani recimo zdravniki nam govorijo, da ti ne moreš preživeti oziroma da boš anemičen in slabokrven brez izdelkov živalskega izvora, kar spet dokazujemo, da ni res. In je celo zdaj znano, da je to ne samo primeren, ampak celo bolj zdrav način življenja, se pravi veganska prehrana. Ja, do pač sovrstnikov, ne, ki so pa v bistvu posledica vseh teh smeri, ki na nas vplivajo celo življenje. Tako da to empatijo imamo, samo jo je treba ven potegniti. Moje sporočilo gledalcem bi bilo, da naj veganstvo vzamejo kot nekaj super, ne kot neko odrekanje ali pa karkoli, ker ni. In da je najtežji tisti začetek, tisti push, da se dejansko odločiš, da boš šel v to. In potem, ko enkrat začneš, sam gre. To ni lažjega in uživaš vsak dan bolj in veš, da živiš v skladu s svojimi vrednotami in ne škoduješ nikomur. Ja. Kar je prav. Ampak tukaj pa, ne, možemo rešitev pokazati, Ja, je fajn, da je. Ja. Vidiš, to je to. Okay. Tako, ja. Okay.